ti Laibach doma, 35 let in potem Severna Koreja. Ne gre za spin, dejansko greste v Severno Korejo, ne? Ker to tudi globalno gledano skozi glasbo je na meji verjetnega, ne? Nekaj ozadja kljub vsemu si zasluži ta dva koncerta načrtovana v Severni Koreji. Ja, mislim, seveda. Lahko bi rekel, da gre za spin, ampak gremo v Severno Korejo. Si predstavljam, da administrativno gledano to ni najlažji podvig. Glede tega projekta se dejansko, mislim, s tem projektom se ukvarjamo že kakšno leto dni in v glavnem so uzance v rokah našega sodelavca iz Norveške, Mortena Travika, kulturni aktivist, ki deluje na področju Severne Koreje v kulturnem smislu že dalj časa in je pač naš fan, nas je kontaktiral in je rekel, da je to izvedljivo. Mi pa smo jasno zagrabili za to priliko. Beseda izvedljivo ima verjetno 29 alinej, predvidevam. Ja. So verjetno ljudi zanima, ne, kako lahko band ali pa ustanova, če rečemo za Laibach, ki je v očeh posameznika, navadnega posameznika, tudi provokacija, dobi dovoljenja pod kakšnimi in katerimi pogoji za nastop v državi, ki jo smatramo vsi za skoraj hermetično zaprto. Ja, sam proces dejansko dogovarjanja res ne vem natančno, kako je potekal, ne, ampak dejstvo je, da tako kot nam pač Morten zagotavlja, ni kakšne blazne formalizacije v smislu dokumentov, dovoljenj, pregleda materiala in tako naprej. Tega ni. So pa pač oni nimajo izkušnje s takšnimi projekti, kot smo mi, in zato seveda trpajo vse skupaj v to kulturno izmenjavo. Mortenu zaupajo precej, ker je pač organiziral že kar nekaj dogodkov v tej Severni Koreji, ki so se dobro obnesli in tudi povabil severnokorejske artiste na Norveško in jih predstavil na festivalih in tako naprej. Proces je v glavnem dolgotrajen zaradi raznih nepredvidljivih faktorjev. Recimo oni so sposobni zapreti državo zaradi nevarnosti, ne vem, ker imajo karanteno za ebolo in tako naprej za par mesecev, ne. Oziroma pride, ne vem, kakšen njihov praznik, kjer to traja par tednov in tako naprej. Tako da prav v smislu cenzure in pregleda materiala tega ni bilo. Je pa seveda zaželeno, da se upošteva njihova situacija, ne. In to je to, da dejansko nimajo pogleda v to, kar se, vsaj večina ljudi seveda nimajo pogleda v to, kar se tukaj dogaja, recimo na zahodni polobli. In skratka, v tem smislu treba nekako prilagoditi program njim čisto enostavno v neko lažjo percepcijo. Konec tedna se bo dvakrat zgodila Severna Koreja v Sloveniji. Govorim o dveh koncertih zasedbe Laibach doma v Trbovljah, tam, kjer se je zgodba načeloma začela, z repertoarjem, s katerim se nameravate predstaviti v Severni Koreji. Del tega repertoarja verjetno je standardno laibachovski ali aktualna turneja ali nek presek skozi leta. So pa znotraj, kot si namignil, stvari, ki so prirejene oziroma dodane predvsem oziroma zgolj za ta dva koncerta. Dva tukaj, dva tam, identična. Kje so tiste prilagajanja glede glasbe? Ja, ne vem, če bosta čisto identična, to verjetno ne, ker je program še v nastajanju, ampak glavnino recimo programa, ki ga bomo izvajali v Severni Koreji, oziroma vsaj te novitete, bomo predstavili tudi v Trbovljah, premierno, ne, na dveh koncertih ob
v soboto ob 8 in ob 10 zvečer. Program je tako, mi smo se odločili, da to je bila naša stara želja, že, da predelamo na neki točki, da predelamo, da v bistvu sestavimo neke live-ahovske interpretacije pesmi iz filma Moje pesmi, moje sanje, Sound of Music. In sicer smo se odločili za 4 nosilne skladbe, in sicer to je Edelweiss, Climb Every Mountain, Sound of Music in Do Re Mi. V bistvu skladbe, ki se v osnovi ukvarjajo z glasbo. In to nastaja tudi v sodelovanju z člani skupine Silence, ki so naši stalni sodelavci oziroma občasni sodelavci, tako da bo stvar kar precej zanimiva. Zakaj za te skladbe? To je dejansko v kontekstu recimo Koreje, Severne Koreje, kjer še vedno živi nek ta zanimiv, v bistvu spektakularni, spektakelski pop, ne, poznamo te njihove žive piksle in tako naprej, ki še niso digitalni, ampak so dejansko sestavljeni iz človeškega mesa in njihova kompletna estetika je precej pop, v bistvu estetika, ta državna, ne, in tukaj je veliko barv, zelo veliko zlate barve in tako naprej in to je v nekem smislu precej blizu recimo nekem klasičnem pop artu zahodnega tipa, oziroma to je seveda vzhodna varianta, ne, in te skladbe so tudi v nekem smislu seveda del te neke popkulturne logike, če se jih na prav način plasira in mislim, da je to, da odgovarja tej severnokorejski estetiki. Družina von Trapp premeščena v kontekst Laibacha. Omenil si tudi, mislim, če se ne motim, 2 skladbi, ki sta iz severnokorejskega miljeja. Eno, če se ne motim, je državna himna, oziroma ena izmed ljudskih ponarodelih, kakorkoli že. Mislim, da ni prav državna himna, ampak ena njihovih najbolj znamenitih herojskih skladb. Ne bi vedel točno imena te himne, mislim pa, da je nekaj v tem smislu, govori o nekem njihovem Triglavu. Druga pa je momentalno menda njihova najbolj popularna skladba, ki jo izvaja državni bend. To je skupina, ki jo sestavljajo v bistvu same ženske in so nekako požegnane od velikega vodje oziroma maršala. Po novem veliki vodja je bil, mislim, da prejšnji ali prvi, tak, ki je zdaj na sceni, pa maršal. Bi šlo lahko tako daleč, da bo to tako velik dogodek, da bo sin od velikega vodje prišel mimo? Pa, jaz upam, no. Mislim, mi prihajamo tja dejansko ob 70-letnici njihove zmage nad japonsko okupacijo, ali kako v nekem smislu, zato se reče te turneje, mini turneje, tudi Liberation Day Tour, osvoboditveni dan, osvobodilni dan. In lahko se vse zgodi, odvisno od seveda tega, koliko bo interesa, ne vem, lahko pač se zgodi, to bo zanimivo. Tu se zna zgodi, da bo koncert samo z vabili. Ja, ne vem.